Živijo, najdi svoj stil je nazaj, februar je bil majčka nor, bila sem v Bruslu, v Barceloni, v Beogradu, sami na B, v Ljubljani in enostavno ni bilo cajta za snemati. Tako da, danes si bomo pogledali, kako končno, finalno začneš spravljati skupaj svoje outfite in kako v bistvu tista finalno razvodetje tvojega novega stila, novi outfiti in pa kako poskrbiš, da sestavljanje novih outfitov ni vsakič mukotrpno delo. Zjutraj pogledaš čez oken, vzunaj je dež, zgleda mrzlo, navlečeš hitro, vzameš tam en pulover, ki zgleda kakor tok topo, ene nepremočljive čevlje, se oblečeš hitro in odrviš naprej v službo in pa šolo. Pol dneva gre mem in te čevlji premočijo, počutiš se kaj in kloven, ker si smešno navlekla kar ene stvari gor na sebe in na koncu si tako, zakaj ne moram imeti jaz pač novih oblek in si misliš, da rabiš nova oblačila zato, da boš res lahko ustvarila svoj stil. Vidiš, tukaj je prva napaka, v katero se zelo hitro zahaklamo, myself included, da velikokrat mislimo, da rabimo nova oblačila zato, da bomo sestavili outfite, ki skupaj dobro pašejo. Ampak ključno tukaj je, da se ti prej pripraviš, da si vzameš en vikend, si vzameš eno popoldne, povlečeš ven stvari iz omare in začneš sestavljati outfite, ki bi jih potencialno lahko oblekla naslednji teden. Takrat imaš čas, da si pogledaš stvari, da jih probaš nase, da probaš te outfite, kako grejo skupaj, mogoče kaj drugega zamenjaš, mogoče vključiš kose, ki so malo bolj tako živahni, pa živi, pa se jih drugače ne upaš potegniti v outfit, ampak če pa veš, da imaš en vnaprej sestavljen outfit, ki dobro skupaj deluje, bi jih pa verjetno večkrat oblekla. Ali pa mogoče kose, po katerih iz raznih razlogov enostavno ne posegaš. Outfit, ki ti je všeč, si ga slikaj, to imaš čisto sam za lastno referenco. Ne rabiš dati na Instagram, ne rabiš dati na Facebook, ne rabiš dati nikamor. To zadržiš v svojemu telefonu in to imaš za takrat, ko si tako, nimam pojma, kaj naj danes oblečen, nič nimam za obleči, odpreš app, telefon, gallery folder, whatever, kamorkoli shranjuješ in si tako, wow, tle so full hudi outfiti iz mojih lastnih oblačil, iz moje lastne omare. Ne oblačeš vedno istih kosov in pa zjutraj imaš ful manj stresna jutra, zato ker točno veš, kaj rabiš obleči. Vidiš tudi, kaj ti manjka in kateri kosi bi bili tisti, ki jih res pogrešaš v svoji omari. Lahko so to v bistvu čisto neki dodatki, ko pogruntaš, da v bistvu bi pa ti z enimi 3 različnimi šali lahko naredila ful hude outfite oziroma bi lahko tvoji outfiti šli iz ok, to je v redu, do wow, kjer hud outfit. In take stvari ponavadi opaziš, ko v miru sestavljaš outfite in ko imaš čas sestavljati in pogledati in kombinirati in poskusiti s kakšno drugo majčko, s kakšnimi drugimi hlačami, s kakšnimi drugimi čevlji in ugotoviti, kaj paše skupaj in kaj je mogoče ne čist. Vse te outfite si poslikaj in si spravi v telefon nekam. Zdaj, lahko je to posebej mapa v galeriji, lahko je to prav namenska aplikacija, jaz imam tole ful rada, sem zdaj začela malo noter vnašati svoje oblačila, pa lahko potem sestavljaš skupaj outfite, pa tako. Teh aplikacij je ogromno, zdaj pač kjera ti bolj paše, kjera imaš rajš, meni je ta všeč zato, ker se da dost veliko stvari prilagajati in si res lahko sestaviš eno tako koherentno omaro. Ma ful napak, ful stvari bi se dali popraviti, ampak glej, čist je zastonj, pa dost v redu je, tak dost ok workflow je. Je pa res, da malo traja, da vsa svoje oblačila vneseš noter. Fino je zato, ker si lahko tudi za nazaj pogledaš, mogoče kjere outfite si imela že oblečene, pa so si ti dobri zdeli, pa so bili ful v redu, pa jih mogoče lahko še ponoviš in ti je res v bistvu nekako delaš analizo svojega oblačenja. A veš, ker če karkoli hočemo v življenju izboljšati, ne vem, tudi če v firmi rabijo nek proces izboljšati, vedno narediš analizo tega. Pogledaš, kaj se dogaja, kaj je trenutna situacija, probaš kot en raziskovalec tako zunanje stvari pogledati, kaj jaz oblačim vsak dan, zakaj vedno vzamem iste kavbojke in isto majčko. Zato, ker je safe, pa ker zato veš, da v temu dobro zgledaš in zato, ker veš, da v temu tudi dobro počutiš. Ok, dajmo najti zdaj še druge outfite, v katerih dobro zgledaš, se dobro počutiš, pa so mogoče malo bolj riski, a ne? Pa si jih slikaš, pa si jih zapomniš, da točno ta majčka gre s točno tistimi hlačami ali pa s točno tistim krilom skupaj in imaš potem več outfitov tle ven dobiš. Kombiniraj. Prva stvar, če vprašaš mene, ko začneš kombinirati outfite, odpri telefon,
poglej vreme in razmisli, kaj boš oblekla, da ti bo udobno. Zaradi tega, ker če ti ni udobno, ne glede na to, koliko dober outfit zgleda, če tebe zebe, se ti ne boš dobro počutila v outfitu in ne bo dobro na koncu izpadel. Zato prvo kot prvo, poskrbi, da te ne zebe. Lepo prosim, ledvica, pa gležnji, po krijih, ker je mrz, ker vas ne morem gledati, ker hodite okoli z gležnji vzuni, okej? Ljubljanski gležnji, ne morem, da! Okej, pač v redu, če te ne zebe, ni panike, ampak mene zebe, ker tebe gledam. Jaz sem rajš toasty, pa warm, pa mečkan manj fashionable, kakor da me zebe, pa da sem mečkan bolj fashionable. Tako da pač debeli termopuli, to je pač moj life. Ok, zdaj, ko smo obdelali vremenske razmere, si poglejmo še, kam greš, kaj boš tam počela in pa kaj se bo tam dogajalo. Različne priložnosti zahtevajo različne načine oblačenja in pa tudi čisto iz praktičnih razlogov. Če greš na, ne vem, zabavo, ki se bo odvijala zunaj, kjer se bo hodil ne po betonu, ampak bo to, ne vem, neka trava ali pa pesek, petke bojo bile ful problematične. Če še zmer želiš obuti čevlje z visoko peto, jaz bi ti priporočala platforme, zato da ti lahko sigurno stopaš. Ker pete na travi se ogrezaš noter, kada imaš kopačke. Ne v dobrem smislu. Tudi tako, ne, če veš, da boš cel dan okoli hodila, res dobro razmisel, da bi vzela pete, ali bi vzela rajš mogoče kakšne nižje pete, ali pa da si daš ta drug par čevljev, ta nizkih čevljev v torbico. To je tako moj hack forever. Če me vidiš na fancy eventu z visokimi čevlji in pa torbico, ki je pač normalne velikosti, ker ponovadi vedno vlačem neke velike torbice s sabo, po vsej verjetnosti imam noter rezervne čevlje z nizko peto. Če sem pa brez torbice, je pa torbica v backstageu, kjer so čevlji z nizko peto. Tudi zato je ful pomembno, da se vrnemo nazaj k drugi epizodi Najdi svoj stil, kjer smo govorili o svoji omari in sicer, da vržeš ven vse iz omare, v čemer se ne počutiš dobro. Ok, par mojih najljubših hackov za kombiniranje outfitov. Začni z enim kosom oblačila oziroma nek modni dodatek ali pa čevlji in potem gradi cel outfit okoli njega. Tako se meni zdi, da je najlažji začeti ustvarjati nek outfit, ker drugače gledaš tam, si pred omaro, polhen enih kosov, ne veš, kaj bi s čem začeti, kva ven prvo potegniti. Eno stvar. En najljubši kos, ki bi ga rada oblekla več. Naslednja je BBS, Bag Belt Shoes. Če lahko daš te tri v isto barvo, mogoče enim bo to zgledalo malo meči, ampak meni se zdi, da takoj potegne outfit skupaj in zgleda veliko bolj, da si dejansko vzela minuto in razmišljala o tem in ne sem pač nekaj skup vrgla, zato ker pač je bilo tako, a ne? Ful zanimiva zadeva, ker sem pripravljala outfite za ta video, sem pogruntala, da nimam stvari niti za 3 outfite normalno skupaj spraviti. Rabim nabaviti več pasov in to v sivi barvi, v svetli bež barvi, v temno rdeči barvi, v črni barvi, lahko tudi če kakšnega, čeprav enega dobrega imam, no. Večinoma gledam, kaj mi manjkajo tako manjši detajli, s katerimi lahko res outfit skupaj potegneš. Do zdaj mislim, da smo že establishali, da mi manjkajo blazeri in razni tanki jackiji. Prejšnjo leto sem ful aktivno nabirala torbice, tako da torbic imam ful. Potem za prehodne oziroma poletne čevlje sem lazanč pa Revijani Kazič, ker sem mi tako odnesla pol omare, tako da pejte si pogledati na Instagramu Evina omara, ona da vse gor, pač kar je za prodajo, kar ne želi več obdržati v omari, da vse gor in tam najdeš najbolj barvite, najbolj hude stvari, ki so tako approved by Evana Kazič, a ne? Tako da pol moje omare v bistvu prihaja iz Evine omare. Ne, dajmo biti malo sustainable, zakaj bi kupovali nove, če ima tvoja kolegica stvari, ki jih pač noče več nositi. Če imaš en velik kos z vzorcem, ne bojo pol ostale stvari ena solid barva. S tem se izogneš, da bi imela preveč vzorcev na vzorce, čeprav tudi to je zdaj trendy, imeti vzorce na vzorce. Ampak ja, pač, če imaš en velik loud vzorc, je najbolj safe, če so potem ostale barve solid, cele, polne barve.
Če imaš zgori ohlapno majčko, naj bojo hlače oprijete in obratno, če imaš ohlapne hlače, imej bolj oprijeto majčko. In obratno, če imaš ohlapne hlače, imej bolj oprijetno majčko. Tle gre v bistvu čisto samo za igro silhuet, ker če daš ohlapno na ohlapno, zgledaš kot en velik balonček in pač ti dodatne kile gor, kljub temu, da jih nimaš, ampak pač na koncu tako zgleda. To jaz zelo velikrat sem žrtev tega, še večkrat sem pa žrtev oprijeto na oprijeto. Tle greš lahko večkrat, pač ni to zelo kritično, če daš oprijeto na oprijeto, ampak enostavno bolj zgleda, če imaš neke res zelo oprijete kavbojke ali pa celo jeggings, da daš pa mečkam bolj ohlapno majčko zgori, ali pa nekaj tako, da so stvari v ravnovesju. Se v bistvu na koncu gre samo za ravnovesje, za estetiko in za igranje z oblikami. Ok, ta mi je moj najljubši hack. Recimo, da imaš neko krilo z vzorcem, pogledaš, katere barve je na tistem vzorcu najmanj. Zdaj, tole moje krilo ni lih najboljša reprezentacija tega, ampak naprimer, če imaš karirasto krilo, pa da je tam ena nitka v točno določeni barvi, tlele bomo naprimer vzeli sivo, ker jo je dost najmanj, potem oblečeš majčko v tisti celi barvi. Oblečeš majčko tiste barve. Torej, tam, ker je čist mal, ta zadnja barva v vzorcu tvojega krila, ali pa hlač, ali pa kakorkoli, oblečeš pol tako barvo majčke zraven v celi polni barvi. In dejansko, ko sem zvedela za ta hack, sem začela malo opazovati, kateri outfiti so mi tako vizualno najbolj privlačni in dejansko jih je ful, ki uporabljajo ta trik. Sam potegneš eno barvo ven in imaš tako the best. Evo, to bo zdaj moja polna barva. Love it. Obožujem ga. Obožujem. In ko sem iskala outfite za ta hack, sem v bistvu pogruntala, da nimam nobenih loud večjih vzorcev, zato ker jaz sem rada full safe in potem ne kupujem stvari, ki so mečkan ven out of my comfort zone. A veš? Tako da ta serija je bil en tak ful dober uvid v mojo lastno omaro, da mogoče bi pa kdaj lahko kaj mečkam bolj riski kupila in ne samo tiste enobarvne, meni poznane stvari. In pa dodatki naredijo outfit. Pa je lahko to ena taka čist malenkostna verižica, ki jo imam jaz tukaj, ali pa neki veliki uhani, ali pa zapestnice, torbice, take stvari. Malenkosti, ki res povežejo skupaj outfit in so tako, wow, ona si je povzela 2 minute cajta več, pa sestavlja to vse skupaj. Spletna stran, ki je meni osebno ful všeč, je Happiness Boutique, iz kje so tudi tale verižica in pa to je v bistvu del večjih verižic. To je v bistvu del, tako 3 verižice so skupaj in izgledajo ful dobro skupaj, ampak lahko jih pa vsako posebej nosiš. Poslali so mi te izdelke, ampak dejansko so mi ful všeč kot trgovina. Imajo amazing customer support. Tudi oni ti dajo nasvete, kako kombinirati nakit, njihov nakit z tvojimi outfiti, s kakšnimi, naprimer, izrezi se različne verižice dobro poklapajo in tako naprej. Tako da dajte si jih pogledati. Trgovine v Nemčiji, tako da stvari pridejo hiter, res so top. Popust imaš pod spodaj tudi v description boxu za pogledati. Ok, sestavili smo outfit, oblečeš outfit, greš ven, greš skozi svoj dan in opazuješ, kako se ti počutiš v tem outfitu. A ti je udobno? Kakšne vrste pozornosti dobivaš? A kdo posebej opazi tvoj outfit? A ti je taka pozornost všeč ali ti ni všeč? Kako se ti osebno počutiš v teh oblačilih, ki si jih skupaj skombinirala in oblekla. Vse te ugotovitve, a te mogoče zebe, a te mogoče prepiha, a ti je vroče, vse te stvari si zapiši tja, kamor si shranjuješ slike od outfitov, tako da imaš v bistvu vse na enem koncu. Tako da naslednjič, ko bo zunaj 10 do 15 stopinj in si ti rečeš, wow, jaz bi pa oblekla uno krilo, ki je ful dobro izpadel, vidiš, aha, obvezno dej najlonke zraven, ker boš zmrznila drugače. Tle se lahko tudi odločiš, ali boš outfit z veseljem ponovila, ali boš mogoče kaj prilagodila, ali si pa nekaj čist novega zmislila. Za konec pa cel ta proces ponavljaj. To ni proces, ki ga enkrat narediš in pol je to. To je proces, ki ga odkrivaš skozi celo svoje življenje. Iskanje svojega stila je nekaj, kar se bo razvijalo tako, kot se razvijaš ti.
greš skozi različne obdobja v življenju, različne outfite potrebuješ, v šoli mogoče malo bolj sproščene, potem greš na faks, želiš malo bolj classy, malo bolj smart zgledati, greš v službo, je mogoče nek dress code, ki se ga moraš držati. Čez celo življenje se to razvija in ti samo ponavljaj ta postopek, zavrti še enkrat celo serijo od začetka, če želiš, imaš vse lepo v playlisti in če želiš, lahko svoje outfite tudi objaviš v Facebook skupini, ki jo imaš dol v descriptionu, tako da lahko malo pokomentiramo, lahko malo, ful bi rada videla, res bi ful rada videla, kako ste te moje nasvete skupaj ukomponirale in kako pa če vam prav pridejo, a veš, ker pač meni je to najlepše, če vem, da videi, ki jih delam za vas, da na koncu, da so vam koristni in da na koncu res nekaj naredite iz njih. Tako da to je meni osebno največja pohvala, ko dobim vaše slike pa video posnetke, kako upoštevate nasvete iz te serije. Hvala vam res največ na svetu, ne se pozabiti subscribati, pa se vidimo kmalu. Verjetno bom naredila še kakšno epizodo v tej seriji, ker mi je res ful všeč in imam ful novih idej. Ajde, čau!